Ljudje in ljudine, poslušate 136. epizodo, drugo epizodo meseca Krvosesov podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, Obot, okuševalci Bloodwina, odpiralci drobovja. Smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić Servus in Igor Harp Jo. in Aljoša Harlamov. Tokrat celo brez gosta, ne boste verjeli. Neko truplo sicer leži pod mizo, ampak je truplo. Današnja epizoda je, kot veste, druga epizoda meseca Krvosesov, to sem vam pravkar povedal, tako da upam, da ste si dosem zapomnili. Meseca posvečenega knjigam, serijam in filmom o vampirjih. Začeli smo z Drakulo v živo na Vodnikovi domačiji, nadaljujemo pa s hote ali nehote komičnimi in nenavadnimi vampirji. Skratka, z malo humorne groze ali z malo groznega humorja, kakorkoli hočete to razumeti. Za vas smo si pogledali komedije in B-filme o vampirjih. Če filmov slučajno še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da nam bo najbrž ušel kakšen kvarnik, ker pa bomo vabili k ogledu, se jih bomo načeloma izogibali. Zato se ne rabite zadrževati, počakajte, da sonce zaide in se nam pridružite, da bomo zaplesali na mesečini. Maestro, eno grozljivo, ampak tudi smešno. Skratka, nazaj smo in takoj zelo hitro smo prešli od resnih vampirjev oziroma od začetkov vampirjev k temu smešnim vampirjem. Mislim, da še nihče, nobena žanr ni tako hitro dobil svoje parodije, kot smo mi zdaj tole pohiteli, ampak malo smo zamešali termine in naslednjič bomo govorili o Nosferatuju, tako da tisti, ki ste pričakovali Nosferatuja, ne zdaj zbežati stran, prisluhnite nam, omenjali ga bomo sicer tudi danes. Vsak od nas je pogledal nekaj par filmov. Sem pozabil zobe doma, vidim, zdaj le me Igor spomnil. Hvala, Igor, za to intervencijo. Upam, da se to sliši na mikrofonu, najbrž ne. Skratka, danes se bomo pogovarjali o vsem, kar je smešnega pri vampirjih. Pa mogoče eno tako uvodno vprašanje, preden res začnemo že kar metati, naštevati filme, serije. Danes bomo skušali biti posebej kratki, smo si zaobljubili čas na, ne vem, Pahorjeva. Ja, sonce vzhaja, veš. Predstavili so nam uro in so nam rahlo zmedli in je manj dnevne svetlobe, pa se moramo hitro pobrati od tukaj. Eno vprašanje, a so vama vampirji tako nasplošno smešni? Mislim, mi to je prepostavilo eno dobro vprašanje. Kaj je smešnega na vampirjih? V bistvu je to ena tistih stvari, da ponavljanje nenehnih vzorcev postane s časoma smešno. Pač imaš Drakula in je taki, kot je. In pač, ko narediš več filmov, ki so posledično vse slabši in vedno bolj derivativni, to postane smešno samo po sebi. In potem narediš komedijo, in potem pač si tukaj vzorci ponavljajo in dobiš Vampire Suck, ki je tak neki... Pig vampire. Ja. Tako da mislim, da tukaj gre predvsem za to. Zdaj, smo se že zadnjič pred Drakuli pogovarjali, tukaj so pač te sociološke metafore o aristokraciji, ki pije kri tlačanom in kapitalizmu in vsem tem, kar je sam po sebi že tako ali tako zelo smešno. Zelo smešno je to, ja. Ampak a si ti, mislim, je pa to je zdaj zelo filmsko, žanrsko povezano, ne? Ampak kaj pa sami vampiri? Ker meni se zdi, da recimo najbolj redka je komedija, je grozljiva komedija, se to samo meni zdi. Ne, mislim, horror komedije so super. Zdaj pač imaš B-filme, ki so smešni, pa niso mislili biti, pa pač imaš Evil Dead, recimo. In podobne stvari, ki so namenoma smešne. To je nekaj, kar je dosti težko narediti dober tule crossover. No, se zaradi tega, ker jaz mislim, da je najtežje ravno to, ker to sta res dve mal nasprotujoči si čustvi, oziroma razpoloženi, pač grozljivka in samo bi se deloma strinjal, ampak Sam Raimi v enem intervjuju dobro povedal, v bistvu kao humor pa grozljivkam vklapljata neke določene zelo podobne centre pri nas, tako da se
zelo hitro lahko prelije eno v drugo, ne? In on to zelo spretno izkorišča, se mi zdi. Ja, pa tudi vzorec zgradnje tega, da te prestraši, je podobno temu, kako zgradiš šalo, oziroma humorno situacijo. Plus zdaj pač to, kar mi to vedno tarna nad tem humorjem, kjer so ljudje v sobi, ki se pogovarjajo, torej pač podcast. Pač imaš pri fizičnem humorju, pri prepletu hororja in komedije, je fizičen humor lahko zelo pride v spredje in je v redu izkoriščen. Enega super filma se spomnim, ki je občasno na Netflixu se znajde, mislim, da Chuck and Dale vs. Evil ali nekaj takega in je pač enostavno dva tipa, ki padata v nerodne situacije eno za drugo in pri vsaki se izkaže čisto slučajno, da zgleda, kot da sta ona dva psihopatska morilca, pa sta čist prijazna fanta. Ampak na tem se da zelo v redu zgraditi. Zdaj na vampirjih, konkretno pa je to mogoče malo težje, zato ker je cela ta družbena scena zadaj, pa kostumi, pa to, tako da pač imaš to, da so kostumi, pa eni te stereotipi smešni, malo manj pa pač zdaj tu one družbene stvari, tako da poskušali, kot bomo videli v teh primerih nekaterih, delati čisto odbite stvari. Ja, imaš pa tudi... Se mi zdi, da v bistvu dosta, predvsem Mel Brooks v tem filmu, ki sem ga jaz gledal, torej Dead and Loving It, Dracula, Dead and Loving It, se hkrati poigra z norca res iz tega, kostumi, pa neke te arhaične šege ali kakorkoli, pa seveda naglasi, ki so tu prisotni, pa izgovorjave, dobro, pač ta je Mel Brooks style. Ja. Jaz bi še mogoče v ta miks noter vrgel pač sam seks, ker v bistvu Dracula ima zelo ta erotičen naboj, pa seslanje, pa nekaj izmenjava krvnih oziroma telesnih tekočin in tako naprej. Tukaj je malo more prostora, da se v bistvu lahko norca dela, še posebej, če si tako neobčutljiv kot Mel Brooks, naprimer. No, tudi What We Do in the Shadows je recimo dosti na istih stvarih gradi kot Mel Brooks. Pa bi rekel, da je tudi boljši. Vsekakor. Mel Brooks, do tega pridemo. Ampak super, to se mi je zdelo pač pomembno poudariti, da tukaj zdaj imamo recimo en žanr, ki še ga nismo imeli, recimo grozljivo komedijo, komično grozljivko, kakorkoli pač to gledamo. V vsakem filmu se mi zdi, da tudi tako zelo miks tega, kaj prevladuje. Ker ene so malo tako, res tako grozljive. Jaz sem recimo, ko sem gledal Ples vampirjev, tam je narejeno tako na začetku, vsaj dobiš občutek, da je to vzdušje malo hororja, da naredi, hkrati pa pol to začne zlagoma v resnici rušiti in tako na en premeten, pameten način. Ne smemo pozabiti seveda na grozljivo komično klasiko Scooby-Doo. To je pač vedno ena in zdaj bo na HBO Max prihaja Velma, ki bo pač namenjena odrasli publiki, tako da otroci ne tega gledati. Ampak Mito je, mislim, da tudi to zelo dobro povzel, seveda seks. Seks je nekaj, kar je vedno smešno. Citat epizode. Če se spomnite Žižka, kako on to razlaga, kako je seks vedno, pač če se od njega distanciraš, vedno zgleda smešno. Zmeraj tako, da je komedija, je ravno mogoče zaradi tega vampirska komedija primerna, pa hkrati to, kar smo zadnjič pri Drakuli mogoče opazili, res je malo odstopanja, to je res žanr, ki se je zelo zakoličil. Vemo, kako zgleda. Okay. To je bila pa celo nenamerna, moram priznati. Zelo zakoličil. Drakula je skoraj vedno oblečen, tako ima tak nek starinski videz, ta zavihan ovratnik, to je zelo pogosto pri njem. Pol so pač vsi ti rituali, kar je Mito pač omenil, pač te neke šege, vere, ki se gradijo okrog tega, in pa pač nekateri taki gimiki, da pač kaj ga preganja, kako s križem, kako je z česnom in tako naprej. Tudi kako se slja krika vedno v bistvu za svojim plaščem zagrne žrtev v pojsli, pa se misliš, za kva se si... Te srama, malo intime, mislim. Tudi jaz, ko jem špagete v javnosti, bi se tudi naredil pokril z ugrinjalom. Okay. Zdaj pa skratka tole epizoda, ki se imenuje Vampirji, in bomo kar začeli z enimi predlogi. Imamo za vas večinoma filme. Če pa danes ne bomo toliko omenjali recimo What We Do in the Shadows, ampak o seriji smo že delali epizodo, to je 55 epizoda, poglejte si jo in tam boste pač skratka našli
marsikaj zanimivega, pa seveda tudi vabimo k poslušanju epizode o Buffy, to je naša predmesec krvosesov epizoda, tudi Buffy ima komične elemente, preigrava pač vse žanre, tako da tam lahko poslušate obeh teh dveh serijah, od njih ne bomo pa danes vam kar nekaj zanimivih filmov in Igor, bomo kar začeli s tabo, da poveš svoj prvi film, kaj si ti pogledal smešnega, kar ti je izsesalo kri. Zdaj tako je bilo, da ravno včeraj, oziroma prečerajšnjim me je žena vprašala, kaj bova pogledala, kaj moraš pogledati, da se pripraviš na epizodo, pa sem rekel, ne, jaz sem že svojo mladost posvetil temu. Da sem gledal bedne filme o vampirjih. In sicer, večina teh filmov je bila dostopna na nekih kanalih, ki so bili na kabelski televiziji takrat. In danes pa jih najdete na YouTubeu, zato ker njihovi studiji so propadli, basically. Torej, Rockula je prvi. In ima torej bizarno štorijo. Torej, en mlad vampir, ker je najstnik pač, se bori proti prekletstvu, da se vsakih 22 let zaljubi v isto žensko, ki pa potem v neki bizarni nesreči, ki vključuje pirata z kračo v roki, umre. Okay. In potem se reinkarnira in pač ona dva se vsakih 22 let spoznata in njemu že gre to na živce, pa se namerava temu izogniti, ampak pol vseeno. Se odloči, se jo spozna in zdaj so pač 80, to je film iz leta 90 in ona je glasbenica. Ne? In potem on, da bi pač tis naredil na njo, se tudi odloči, da bo glasbenik, ker v bistvu je že stoletja klavir igral in to in pol pač postane Rockula, kar ima enih par frendov, ki slučajno znajo igrati in imajo band in en od teh frendov je Bo Diddley. On je meni vedno zgledal kot friend vampirjev. Ja, ki pač tam igra kitaro v tem bandu Rockula in potem imajo hite, kot so Rockula in Rapula, ki ima refren Who's the DJ and who's the vampire? I know it. Is it obvious? No, v glavnem pač mislim, da enih 7-8 komadov da skozi ta... Da je to tudi neka vrsta musical. Kaj? Ja, vsake toliko malo začnejo pet, pa pol ima ta duet s to punco, pa to in pol njen bivši tip se pol za Halloween preobleče v pirata in jo proba biti. Pol pa je še en twist not, ki je pač zelo 80s weird, ampak ga ne pokvaril, če bo kdo hotel gledati, se dosti hitro. Tako da, to je prvi film, ki sem ga pogledal. Vam povem še o drugem, iz istega leta. Mogoče da je dva za začetek, Torej iz leta 89 je pa film Sundown, The Vampire in Retreat, ki je tudi na YouTubeu in sem ga zdaj probal še enkrat pogledati in je zelo B-film. V bistvu je tak neke vrste proto-ksena, pa to te stvari, ki jih je Raimi pol uspel narediti, da je B-film pa zabavno, pa to, ne. Tu še jim ni čist ratalo, so se še probali narediti to, pa je okej, ampak v bistvu vampiri se probajo znebiti potrebe, da bi ubijali ljudi in v puščavi ustanovijo mesto in tam razvijajo sintetično kri, ne, tudi high-tech zadeva, ampak for unknown reason je mesto narejeno kot western mesto. Aha. In se vozijo, imajo najnovejši avto, je tak eno Jalopy iz 1905 in vampiri lahko hodijo po soncu, ni noben problem, se rabijo full kreme sončne, ne, in večino filma se tako mažejo vsi in imajo tak čist beli. No in eni vampiri tam v tem mestu pa so proti temu, ne? Oni bi raje pobijali ljudi, ker pač je to naravno, ne? In potem se vplete noter družina najboljšega inženirja za razvoj sintetične krvi in potomec Van Helsinga, ki ga igra Bruce Campbell. Glavnega vampirja, ki mu je ime Mardulak, kar je ful zanimivo, ko Američani tem western naglasom izgovarja Mardulak. Pa igra David Carradine. Pol pa pač imajo še ta gimmick, da tudi nekje na pol filma se oni odločijo, da se bojo streljali in imajo lesene metke. Ker kako ubiti vampirje, če jim nič ni. In potem imajo te lesene metke, pol je pa fora, da tisti, ki je najstarejši vampir in najboljši, najhitreje potegne pištolo, pa je pač gre zelo western zadevo vse skupaj.
Najbrže drvo na zapadu. Pol se izkaže, da je Mardulak Drakula v bistvu, ki pač se ti je vseeno na tej točki. In potem je konec tak, da tale Van Helsing zažge, naredi tak križki in ga zažge. Cultural sensitivity. Okay. In potem so vsi, in oni zlobni vampiri umrejo, tele Drakula in ostali, pa, ki so probali biti dobri, pa ugotovijo, da jim je Bog odpustil in da niso več prekleti. Wow. Ja. Koliko lepo od Boga, da je vzel ta cajt. Ja. No, skratka, zveni sjajen film, na YouTubeu praviš, da je. Na YouTubeu, oba ta filma sta tam 1:40 nekje vsak in ti lahko pogledate v relativno ok kvaliteti na YouTubeu. Ok, super. Dobro, hvala Igor za tvoja prva dva filma, zdaj gremo k Mito. Jaz sem pogledal Mel Brooksovega Drakula iz 95, Dracula Dead and Loving It z Leslie Nielsom, legendarnim Leslie Nielsom v glavni vlogi. Je pa film dosta remake, skoraj da remake filma iz 31. Liki so tam na mestu, kot jih je premešal tale iz 31. Je parodija, pol. Čak je 31, to je Nosferatu potem. Ne, to je prav za Bela Lugosijem. Ker v bistvu tam Bela Lugosi je porezal, Bela Lugosi verzija je porezala določene zadeve, like premešal. Tako da v bistvu tudi Renfield, v bistvu, kot v originalu temu 31, pride tudi v temo, ne Harker in take zadeve so v bistvu povzete. Tudi celo Renfield se smeji na isti način, samo tukaj na ta komičen afekt. Tudi ta lik v umobolnici, ki je v 31 verziji, je tle povzet seveda zopet za komične efekte in vse je v bistvu Mel Brooks na kvadratno. Pač Mel Brooks ima to lastnost, zdaj ne vem, je to že prej začel ali ne, ker Mel Brooks ima 5-6 filmov, ki so top. Zaradi tega so, mislim, vse meni, so High Anxiety, Young Frankenstein, The Producers, Blazing Saddles, absolutno, potem Kratka zgodovina sveta 2, pa še vse meni, tudi Men in Tights. Ampak pol se mi zdi, da se je začel ful obadati s tem za samo hitrim šopanjem teh jokov, to pa nekaj zelo 90s od njega. Ne? In ta film je v bistvu eklatantičen primer tega, ne? Ker šopanje teh jokov postane že malo naporno, pa hit rate je malo nižji, kot je bilo v prejšnjih. Predvsem pa ni neke družbene scene še, kar je v prejšnjih filmih ful imel. Ne, tega nima več. Tukaj v bistvu čisto manjka kakršnakoli referenčnost, da bilo kaj razno originalen film, pa večino jokov je v bistvu itak zgrajenih na naglasih. Van Helsing, ki ga igra seveda Mel Brooks, je over the top karikiran. Britanci, ki niso Britanci, so over the top karikirani. Leslie Nielsen je itak smešen za popizditi. To sem šele včeraj, potem ko sem ga gledal, skužil, kaj ima tip, mislim, da je Leslie umrl 2008, če se namotim. Lepo starost 84, koliko je pač dosegel, ampak na njegovem nagrobniku piše Leather Rip, zato ker njegov glavni štos v privat je, da je imel neko avtomatsko prdalico. Tako da on je ta svoj komični genij prelevil, mislim, pretočil v ta film noter, tako da ga priporočam, je tako res lepo kratkočasje, zelo fin, ni najboljši Mel Brooksov, je pa čist cool Dracula film. Tudi meni je ena smešna scena, je noter tudi ta gif fora, ki je gif, ko se v bistvu Dracula dviga gor, pa se zabije v kandelaber ali kva že, pa tam to gif sicer ne pove, ampak pol Dracula razmišlja, seveda ne, fakt, moram krsto predstaviti, ali pa kandelaber, ne vem, moram se še odločiti. Veš, taki joki, no. Kaj ne rečem že v tem filmu? Drugače je res povzetek 31, če si Bela Lugosi pogledal, je to, kar se tiče zgodbe, ostalo so pa samo šopanja nekih jokov. En joke, ki še mi je bil dober, je v bistvu, da Van Helsing v svoji bolnici uči študente, in pol prav na začetku tega anatomske ure anatomije, reče, da vzej ločimo plevel od zrna, bomo videli, kdo ostane zadnji na nogah, tisti je ta prav doktor.
Ne? In začne seveda na zelo surov način to anatomijo izvajati na nekem truplu. Ne? Sicer niti enkrat ne pokaže ali kri ali pa trupla, ampak fol začne dol padati, pa bruhati, pa levo, desno. Na kar na koncu seveda en kekec ostane gor, pa ga to razjezi Van Helsinga, ne, zakaj si še ti po koncu, medtem ko sem jo že pokončal vse ostale, vzame kladivo, razbije lobanjo, pa vrže možgan tipo v glavo, pa reče, evo, analiziraj to anatomijo, pa skupaj pade seveda. In pol pride neka tajnica noter, pa reče, zopet ste kao 10 od 10 dobil, gospod doktor Van Helsing, pa on reče, yes, I still got it, baby. Torej, to je ta nivo humorja. Okay. Mel Brooks, ja. Mel Brooks. Ampak to je taka klasika, no, to smo včasih, ki ne veste, zakaj govorimo o kakšnem filmu klasika. Pač to se je včasih vrtelo na televiziji skozi. Tudi spomnim, da smo to skozi gledali. No. Si misli, mi to še zdaj nadaljevaš? Ne, kar gremo naprej. Ker bom jaz drugače tudi govoril o eni klasiki, to je namreč film, ki sem ga jaz kot mulc oboževal in ga gledal 1 milijonkrat. Zdaj, ker sem ga gledal še enkrat, tudi razumem zakaj, ampak pustimo ene zadeve stati. 1967 je Dance of the Vampires, v slovenščini je ponovadi Ples vampirjev, ima pa film, boste pa našli tudi pod drugim naslovom, The Fearless Vampire Killers, včasih še s podnaslovom Or Pardon me, but your teeth are in my neck. Skratka, morate pogledati tudi, katero verzijo imate, namreč ameriška verzija, ki je šla pod tem naslovom The Fearless Vampire Killers, je neka skrajšana, nekih 20 minut je ven vrženih in ker se Polanskemu zdelo, da režiser je namreč Roman Polanski, ne vem, če sem to do zdaj omenil, Polanskemu zdelo, da je ta film zelo osiromašen, da se ne razume točno, zakaj se gre, zaradi teh po 20 minut so dali not neko animacijo. Tako da, če imate verzijo z animacijo, si mogoče poiščite drugo verzijo. Okay. Ampak ne vem, kje točno ta animacija je, jaz sem gledal pač izvirno verzijo. Skratka, igra tudi Roman Polanski noter, pa njegova prihodnja žena oziroma žena v prihodnosti Sharon Tate igra in pa Jack McGovern igra glavnega profesorja Abronziusa, medtem ko je grof von Krolok Ferdi Main. Niso imeli pravice. Mislim, meni je to res ena takih boljših filmov, klasika, ker tako kot sem rekel, gradi se res kot ena grozljivka, ima to vzdušje, skratka ta profesor s svojim pomočnikom pride, on je nasledi vampirjev, rad bi skratka odkril kakšnega vampirja in potem pridete v neko vas, kjer takoj zagledate, kako dol visijo tako zavese teh česna in sta pač takoj veste, da sta na pravi sledi. In potem, ko vpraša, če je kje v bližini kakšen grad, mu vsi tako slabo zanikajo, da takoj ve, da ja, na pravi sledi. In potem, ko ugrabijo eno izmed pomočnic, oziroma služabnic v tem hotelu, ali karkoli pač je to. Točajka, recimo, ja, hvala, Igor. Seveda se vanjo Polanski mimogrede zaljubi, ker ima velike joške, bolj ali manj je to. Ja. In ji pač sledita in jo skušata rešiti, oziroma profesor skuša še seveda raziskati vampirje. Tako da je ena taka kar zabavna štorija, hkrati pa ima malo tega feelinga grozljivke, pa nekaj izjemnih prizorov je noter. Meni je pač najljubši tale z grofovim sinom, ki skuša ugrizniti Polanskega in mu ta nastavi neko knjigo in seveda on komaj dobi tisto knjigo ven, ki se mu na zobe prilepi, potem ga lovi in pač Polanski beži, pač pomočnik, beži pred njim in teče v nek hodnik in se on vampir pač ustavi, on pa teče vse tako okrog, po celi pač hodnik je tak en gang, kako bi človek rekel, pač zunanji hodnik in on teče vse okrog in seveda pride nazaj do tega vampirja in se še tako se pogledate, malo tako pa beži dalje. To so eni par takih res full duhovitih prizorov, pa ta prizor, ko on prvič zagleda v špeglu, da vampirja ne vidi, da ni odseva. Celo eden zelo fin prizor so naredili, ko so na nekem, skratka, nek ples priredijo, s katerega potem oni izbežijo in na tem plesu so seveda samo 3 ljudje in na koncu se ustavijo tako pred špeglom, za sabo imajo tako množico vampirjev, ampak seveda v špeglu so samo oni 3. In to sem prebral na IMDb, kje pa druge, da so celo tako naredili, da je to ni špegel, ampak je vhod v drug prostor, ki je kopija tega prostora in da so pač dvojniki njih na drugi strani. Tako so to naredili, ker pač očitno se drugače to ni dalo. Skratka, meni
še kar zabaven film. Mogoče je zgubil mal ene par stvari, res je teh prizorov velikih buzomov, kar veliko v tem filmu. Ja, tudi to, kar vemo o Polanskem, mal pokvari njegov lik, bi jaz rekel, in njegov odnos do vseh teh žensk. Ampak jaz mislim, da je film še vedno ena taka klasika, zelo je zabaven, zelo je poskočen, zelo je ritem ima zelo hiter, tako da jaz mislim, da je super, no, da si ga lahko še enkrat pogledate. Jaz sem imel kar more. Ampak jaz sem ga dvakrat v live pogledal. Enkrat, ko sem bil 7 let star, Okay. pa enkrat kasneje, in dost kasneje, mislim, da okrog 20 ali kaj takega. Pač s fotorom sem gledal, pač seveda je komedija, oni mislijo, da nič ni narobe, ampak meni je bilo pa groza. In prav en prizor mi je ostal v spominu, ki je mogoče pač eno teh komičnih gagov ali kaj noter, ampak jaz sem takrat začel kričati, fotor se pa smejo, ne pre filmu, pa še meni. In ta slika je prav kar močna, ne. V bistvu, da tam, mislim, da Polanski pleže preko nekega zida, pol pa roko zavihti preko roba in z rokavico zasači preko neke špice ali kaj. In se zakriči, ampak v bistvu je samo rokavica. Meni je bila pa to katastrofa, veš, kot mulo. Misliš, fuck, ne, roko si je prepičil in sem začel kričati. In mi je pustilo travme. Jaz mislim, da mene vedno se najbolj z tega filma spomnim po tem prizoru, ko on to žensko v kadi, ki se seveda kopeli, ki se začne sneg spuščati tako počasi, ko ona tako pač kopeli je pač pa kar nekaj začne sneg drobiti dol od zgoraj in on tako gleda čudno, potem pa se zre gor in potem ta Drakula pač udre skozi to okno, ki ga imajo pač. Nisem vedel, da imajo v teh časih, da so že imeli te stropna okna ali kakorkoli strešna okna, ampak očitno no. Ni prepuščalo veliko mraza, zgleda, no, glede na to, kje živijo. Ni baš kategorija izolirana. Jaz sem tudi gledal ta film, ko sem bil dosti mlad, ampak mene najbolj dotoliko, zdaj pač spoiler za film iz 60-ih, konec, ne? Ker v bistvu vse filme, ki jih gledaš do takrat, pač je happy end, pa tak, ne čist, pa tak fotor še da, no, da odpeljajo sabo to, kar on misli, da se reši, ampak se... Ona je že po vampirje, in je sabo pelje in on jo je rešil, ampak ne ve, da... Bolj kasneje, ko sem gledal Big Trouble in Little China, ki ima na nek način zelo podoben konec, se mi je pa tam zdelo dost genialno. Ampak tudi Big Trouble in Little China, moram reči, da je boljši film, kot Fearless Vampire Killers. To pa absolutno. Včeraj sem ga ponovno probal gledati, pa bilo dosti pozno že. Pa tak, no, te začetne šale, vse kar šopa, samo so pa malo, se mi zdele, mislim, da pol kasneje rata boljš, ne? V resnici, ko še le prideta v dvorec, je nekaj smešno, ne? Predtem je tako, se proba biti smešno, da on razlaga, kje ni gradu, recimo, ne? Ampak je tak, da pa da malo starec zalezuje mlade svoje pomočnice, pa beži pred svojo debelo ženo, to so pač taki... Benny Hill fore. Take zelo, take, precej, danes malo neokusne. Boomer joke. To v tem smislu, Pa s klobaso napada žena. Prav tako vidiš, ko Polanski pišeš čez cel ekran, ko štempel ima film. Ampak mislim, pri Polanskem ti potem takem ni jasno, zakaj te lepunce on se navdušuje nad njimi, če so pa polnoletne. Mogoče v filmu niso, več mislim, kot karakteri niso, ker to domnevam so mlade punce. Ampak gremo od mladih punc k Lesbian Vampire Killers. Igor, spet si ti na vrsti? Spet si jaz na vrsti. Še en komik našega časa, veličastni James Corden. Ima glavno vlogo v filmu Lesbian Vampire Killers. Samo eno besedo so zamenjali, vidiš? Pa viš čez drug film. Torej on igra enega luzerja, ki pač skupaj s Cimrom ima nič ne ratuje in on ne uspe niti službe kot klon obdržati, ampak ker pa ne gledamo Jokerja, da bi tu zdaj bila neka eksistencialna kriza, gre ta reč s frendom na en hike po Škotskem, tak v duhu ameriškega volka dlaka v Londonu, ampak tisti je ful boljši film. No in pridete v neko odmaknjeno vasico, kjer imajo starodavno prekletstvo, in je zlobna vampirka vse ženske spremeni v lezbične vampirke. Že generacije.
In ta Gordonov friend je edini, ki jih lahko reši, ker je potomec nekega in potem bi z nekim mečem moral, whatever. Tam je neki vikar, tu je študentke so, Majana Buring igra, tako da film mine, ok, ima production value, proba ta, pač glede na letnico že vidiš, da proba furati na isto foro kot Shaun of the Dead, ne? Ampak s to razliko, da nima toliko dobrega scenarista, režiserja ali igralca glavnega. Ja. To je še kar velik minus, se ti ne zdi? Kar eno par stvari svalije v tej enačbi. Ampak glej, se trudijo. Pa zdaj, če ti je James Corden všeč, tu je mlad, pa debel. Vse nekaj. Ja, glej, pač tale Benny Hill humor je vse skupaj, ni zdaj nič globokega, nič, ampak je pa dost tak film, da se odklopiš možgane, pa se režiš, pa vse te naslovne lezbične vampires, mislim, je pač Benny Hill, ni zdaj, da bo to zdaj soft porn ali karkoli, ne. Mislim, da je še Fearless Vampire Killers bolj edgy, kar se tega tiče. Tako da to. Okay. Ja. Kaj, dam še... Kar zaključim. Kar zaključim z svojim delom. In sicer Vampire Suck, ki sem že prej omenil, ne, to je parodija, rečemo temu, ki sta naredila Jason Friedberg in Aaron Seltzer. Ona dva sta naredila tudi Scary Movie, Date Movie, Epic Movie. Meet the Spartans. Meet the Spartans, ja. Sta zgubila svoj vibe tu naslovi. No in ta Vampire Suck iz 2010 je njun zadnji film, ki je na Rotten Tomatoes dobil več kot 0%. Wow. Ja. In je dobil sicer 4. Ja. Polska nič. Polska nič, ja, mislim, mojstrovina. Neposredna parodija z prvega pa drugega dela Somraka. In prav sledi štoriji, pri čemer je tako ful zabavno, ne? Če se spomnite Twilighta, ne? Se Bella odseli v kraj, ki se mu reče Forks, ne? Ker metaforično predstavlja to a fork in her road. Ne? Ja. Kraj Forks. To je highbrow humor. To so se pa res potrudili. Ja? Ampak kako za detajle pa imaš? Ja. Definitivno. In potem pač je ful podobno, ampak pol pač recimo scena v filmu Twilight, kjer on opazuje njo, ki spi, ne? In je creepy in disturbing in nismo nikoli tega razrešili pravzaprav, da se to ne dela, ne? No, tukaj on pride isto njo zalezovat, ne? In potem ona ful, ne vem, smrči pa hrka in je njemu in pobegne. Okay. Ja, ta vrsta humorja. Je pa ena smešna stvar mi bila not, ne? Zdaj, če si... Dobro, da je bila ena smešna. Ena stvar mi je bila res smešna, ne smejal sem se na glas. V tem Somraku so 3 nomadski vampirji, to mi je bilo vedno všeč, mi je tako, tu je regi. No in oni so pač kao evil in probajo njo ubiti, ne? In ko se pač pojavijo v filmu, pač zgledajo zelo odpičeni ta notice look, ne? No in tule so pa zelo v redu zadeli, da tele 3 tipi vampiri zgledajo fucking isto kot Black Eyed Peas, ne? In potem v bistvu prvi vidi, ne? Ker so pač tako so oblečeni, pa nekaj to, ne? In polko jih zagleda, tisti prvi človek, a ti veš, kdo smo, pa tak, vi ste Black Eyed Peas, In to nisem pričakoval, zdaj pač sem pokvaril ta film vsakemu. Edino smešen joke. Ampak, ja, glej, dost lažje ga je bilo pogledati skozi do konca kot Meet the Spartans. Reči, ja. Meet the Spartans je infinitely slabši. Pol pa ste še ta dva naredila Fast and Furious, pa nisem gledal. Nikoli ne bom. Tako da, ja, to. Okay. Ja. Ok. Mito, ti si si uspel še kaj pogledati? Ja, jaz sem pa pogledal še potem, sicer ni komedija per se, ampak je meni bilo smešno za popizditi, kljub temu, da je ta film bil nominiran za 2 Oscarja. Shadow of the Vampire iz leta 2000, ne vem, kdo je zdaj režiser, je pa neka evropska produkcija in sam film ima nek ta videz look blockbusterja ali pa komercialnega filma.
Je pa zgodba o snemanju Nosferata, torej o Murnau, ki se loti snemanja, ne, o njegovem producentu, pa o igralcu Max Schrecku, ne, in kako je vsa ta produkcija potekala. Zdaj, kar je meni prvenstveno smešnega pri tem filmu, je, kako je vse malo over the top. V bistvu premisa filma je, da je Murnau dejansko najel vampirja, ne, ker snemajo samo po noči, ker pač v filmih tako ful v navednicah dela, veste, on je stanislavski igralec, ne, ker se ful poglobi v vlogo in on bi želel samo po noči snemati, ne, pa preko vode tudi ne bo potoval in tako je neki jokija, ne. Tega Max Schrecka / Nosferata igra William Dafoe, ki pa je tudi čisto over the top vloga, kjer se v bistvu pači pa za tistimi svojimi dolgimi prsti, nohti, kakorkoli non-stop nekako opleta, tudi napada folk na setu, in pije kri, ker je pač tak v vlogi noter. In potem se krega seveda z Murnauom, ki ga je odlično, tudi over the top igra John Malkovich, pol pa je še producent tukaj, Udo Kier, tako da zasedba je kar huda, ne? Pa film skuša biti, ne vem, skuša biti resno, ampak nekako ni, ker ne vem, a je to nek ta evropski highbrow humor, hkrati je kao nekak ljubezen filmov, zato ker v bistvu tako so te tehnike uporabljene, kot so takrat snemali, ne, orenk, močne luči, vsi so mogli biti v zaodri oziroma za kamero z sončnimi očali, ker so te luči bile preveč močne, ne, pa tudi kako se Murnau dere za kamero, kao, ja, zdaj bereš pismo in to pismo te prizadane. Ja, lej, zdaj pazi, zdaj si prebral nekaj noter, ti pokaže nekaj, a veš, kao, tako je, že ta ves moment snemanja je totalno komično nastavljen, ampak jemlje se pa ful resno, ne, kao, ne, kot pač, ja, mi smo tako snemali to, ne, to je na ta način potekalo, ne. Moram še omeniti Eddie Izzarda, ki je tukaj bil v vlogi Reinfelda, no, kao Reinfelda za Nosferatu niso imeli pravic, tako da je vse. Ta imena so malo zamenjena. No? Ampak ja, jaz sem pričakoval komedijo, pa pol niti ni, ampak meni je bilo totalno smešno, pa me je presenetil, zelo pozitivno. Moram pa samo malo pokritizirati v smislu, ker pač je neka evropska mednarodna produkcija, ampak dost filma je autofokus, kot da v bistvu nekdo z kamenom ni znal najboljše upravljati. Tako weird mi je bilo na ceta, veš, ker je vse ta anamorfen format, barve so hude, zgledati kot nek hud movie, ne? To je epski shit, ampak pa tako, wow, kaj se tle dogaja, ampak to ni del joka, to je neki del produkcije, ki in je malo smešno, no? Ne vem, ali pa to nek meta komentar, ne vem, tega nisem štekal najbolj. Tako da ga priporočam. Dafoe je bil nominiran za stransko vlogo. Tega nisem vedel in I kinda get it, ampak po drugi strani pa tudi ne. Ne vem, pogledajte si ga. Ja, definitivno ga pogledajte, ker naslednji teden namreč snemamo Nosferatu, delamo Nosferatu in bo tudi ta film o snemanju Nosferatu seveda omenjen, bomo tudi o njem govorili. Tako da zdaj imate čas, včasih se pritožite, da vam ne povemo pravočasno, no zdaj pa smo vam. Kratka, pogledajte izvirnega Nosferatu, pogledajte ta film o snemanju Nosferatu in pogledajte predelavo oziroma remake. Remake Nosferatu. Karkoli najdete od Nosferatu, to bo to za vas. Pa če uspete videti tega, ki ga namerava zdaj posnet, on, ki je naredil Witch pa Northmana, če že ta film vidite, dajte nam povedati, kak je, ker nas ful zanima. Čez 1 leto, 2 pride ven, ampak mi bi ga že zdaj videli. Ja, absolutno. Ok, hvala Mito. Mislim, da zaključujem, jaz domnevam, da je to. Skratka, jaz sem za konec se vam prihranil en cukrček slovenske vampirje. Vem, da se boste vprašali, Slovenci imamo vampirje, seveda imamo vampirje z Gorjancev, ampak tokrat ni govora o vampirjih z Gorjancev, ampak posebni vrsti vampirjev, ki je locirana v Prlekiji in to so vinopiri. In sicer jaz sem včeraj na YouTubu, imate vse, lahko pogledate z produkcijske skupine Plan 9 oziroma režiser vseh teh filmov je Vitomir Kavčič. Lahko si pogledate Vinopiri, trilogija je zaenkrat in sicer v 2006 je bil Vinopiri Blood Wine Spritzer Saga, že kar prvi film je imel naslov Saga, ampak pustimo to. Drugi del je bil Vinopiri Ledena trgatev z 2010. Z 2012 pa Vinopiri Krvni davek. Tako da
Ja, ja. Zdaj, tako, ko sem omenil B-filme, to so B-filmi. To se morate zavedati, da so to filmi dobesedno brez vsakega denarja. To so ljudje, ki so delali, so entuzijasti, so zaljubljenci v film, so zaljubljenci v žanr in to se vidi, seveda. To so naši ljudi. Ne? Tako, to so naše ljudine. Prvi film je res za nič produkcija, to je tako, kot da posnameva mi trije neki tle. Ne, vse je najboljše. Malo je boljše, to je res. Skratka, res nizka produkcija, drugi je malo boljši, tretji ima pa že kar tako ok produkcijo, ampak scenarij in vse ostalo pa se ne popravi kaj dost. Ne? V prvem filmu imamo kar nas vrže v to noter, vidimo neko trgatev, potem pa že kar naslednji prizor so v gostilni in kritizirajo neke vinopirje oziroma neke pač, ki jih skratka nadleguje, ki se ugrabili enega od njih in ga ne dajo jim nazaj in tega sploh ti nisi nič videl, nič nisi vedel o njih do zdaj, kar vržen si v to. Dogaja pa se sicer, no to ne pozabim povedati, prvi film, druga dva ne, saj jaz nisem od tega filma, so postavljeni v prihodnost. Prvi film je postavljen v oktober leta 2027 v severno Bulgarijo. Skratka, in ti seveda vinopiri so Nemci, ne, to morate razumeti, da so neki nemški baroni ali kakorkoli. Nemško govoreči, mogoče so Avstrijci. Ja, pardon, imaš prav, Igor. Ja. Nemško govoreči, skratka, zelo varira njihova nemščina, to je treba povedati. Tudi ti Slovenci, ko govorijo nemško, se vidi, da so Slovenci, ki govorijo nemško. Ja, zdaj pač tisti, ki so imeli boljše ocene v srednjem. Ja, tako nekako. Skratka, vse je posneto res tako z naturščiki. Meni je drugi del najboljši. Jaz moram reči, da Ledena trgata se mi najbolj dopade, ker se mi zdi, da pri prvem niso točno vedeli, kaj delajo, oziroma so hoteli posneti resen film in izpade samo pač skratka B in smešen. Drugi je pa nekako so začeli bolj furati na to, da je smešen in so dodali ne ful teh res citatov. Jaz sem si zapisal cel kup stvari, ki so mi bile blazno smešne, ampak recimo meni je najboljša, samo da vam predstavim film, v prvem delu imamo neki lovci na vampirje, ki jih seveda župan, jaz mislim, da ti župan nikoli ne omenil, kaj je ta tip, ampak župan, skratka, da glavni Jack na vasi, pokliče neke lovce na vampirjev. In oni se ustavijo in pravijo enega kmeta, pač kam naj jih usmeri, in on jim reče: "Here links, te pa samo dale." To se mi je zdelo vedno tako. Totalno smešno in pol ga iz nekega razloga ubijajo. Ne vem zakaj, ampak ubijajo ga. Pol je ta župan ženo mu ugrabijo oziroma pač zgine in njegova prva reakcija je pač kao: "Ki bom zdaj jaz tako babo doba, nisem več najmlajši." Skratka, njegovo čustveno trpljenje je na vrhuncu in pa najboljše, jaz mislim, da je to citat, ki bi ga definitivno mogli ponatisniti na majicah, je pa konec, ko skratka ta eden izdajalec, ki ljudi ves čas izdaja proti vinopirjem in se dela, da je velik tip, skratka hoče se sebe spremeniti vinopira, ampak nekaj gre narobe, mislim, da ga ona vinopirka skratka zafrkne in potem se dere na uno kolegico, ki je ime Matilda. "Matilda, zakoli me!" Skratka, ampak ja, sploh nisem povedal, vinopiri po čem so drugačni. Oni skratka ne pijejo krvi samo pijancem, zato ker pijejo vino v tvojih žilah, alkohol v tvojih žilah. To je njihova fora. In v prvem filmu sploh nimajo nekih ostrih zob, čeprav en odgrizne enemu prste in vem kaj, ampak enega sprešajo, prav ga not v prešo, urinejo in ga sprešajo in pol kri teče dol. No pa še neki, pa najbolj smešno mi je, ker ti lovci na vampirje, eden je ranjen in pol ga on milostno usmrti, da pač ne bi trpel, tako da ga s pištolo tepe po glavi. Skratka, res je smešno, drugi še bolj, no, skratka, nekaj citatov tam pa so taki feministični citati, ona ženska reče: "Jebene Drakule", ko jih strela, pa kao ženski s trtim srcem in pištolo v rokah, ne mreš pogojev postavljati. To se mi je zdelo, pa najbolj legendarni je pa spet eden za majice: "Če se gneš čem napiti, bo očitno trebalo svincom plačati." Skratka, je pa vseh treh zgodba res totalno konfuzna, 3/4 časa ne veš, zakaj se nekaj dogaja, logično ni najbolj, no, ker dan noč se menjata tako pač, kakor se jim je zdel, kakor so snemali. Ampak ja, jaz moram reči, da je stvar nekaj za absolutno pogled. Jaz sem velik njihov fan, jaz sem bil tudi na Ledeni trgatvi 2010, mislim, da sem bil na premieri,
ki so imeli v Dvoru, se mi zdi, oziroma neki mini premiero v Ljubljani. Fan sem tudi drugih njihovih filmov, poglejte si Grozo Jiu-Jitsu zombijev, to je bil njihov prvi. Corpus Christi je cel legendaren film iz 2009. Not mislim, da ima tudi neke Hofer, jih je očitno sponzoriral, ker mislim, da se tako 3/4 filma pogovarjajo neki o Hoferju, pa nosijo Hoferjeve vrečke. Ampak skratka, to so res smešni vampirji. Pa v drugem delu je meni mogoče zaradi tega bolj, ker so tudi vampiri malo bolj, no, tako da so res vampiri oziroma vinopiri, no, pa seveda ubiješ jih tako, da jih ustreljaš v jetra. Jetra so tiste. It makes sense, Ja, tako da ja. Poglejte si skratka tole in shout out Planetu 9, res ste, Planu 9, ne Planetu 9. Planu 9, za tiste, ki seveda upam, da veste, odkot izhaja ime Plan 9, ne bom vam pojasnjeval. Plan 9, ker so res super, vse pa lahko vidite na YouTube, vam bomo dali linke v opis epizode. Pa tele ljudje, ki delajo Plan 9, delajo tudi Grossmanov festival. Ne? Tako je. Tako da so to ljudje, ki imajo res radi žanr in ga štekajo. In zdaj pač izvedajo pa filme, film je dost kompleksna stvar. Ja, absolutno. Jaz sem tudi mislim, da sem videl enega kolega v filmu. Moram ga drugič naslednjič vprašati, ta Sergejev kolega, ki ene parkrat je prišel tudi na Tinino razstavo, takrat pa pri moj Dunej, da je on v tem filmu. Mislim, da mi je to celo Sergej takrat rekel, zdaj sem bil malo bolj pozoren. Ok, super, mislim, da je to. Če se hočete malo smejati, pa malo vam, da bo grozno, pa malo vam bo smešno grozno, pa malo grozno smešno. Skratka, poglejte te filme, mislim, da vam nismo... Še kaj tajega. Za omeniti je še Poljub vampirja, Nicolas Cage. Tisti je malo manj smešen, v osnovi je kot komedija bil build. Če gledaš pač to, kakšne face on dela, to je smešno, ampak je dosti tragična štorija o človeku, ki se mu zmeša in misli, da je vampir. Ali pa mogoče je, ampak... Ali pa sem Nicolas Cage. Ali pa sem bil pač Ponedeljek. Ampak je zanimiv film, no, pa definitivno pač dosti gifističen, kar se Cage tiče, tako da z tega stališča, da daš tem gifom kontekst, si ga je vredno gledati, ampak... Ni pa prav zares smešen, nikoli. Jaz bi še v mix vrgel From Dusk Till Dawn. Je vampirijado, mislim, se prelevi v vampirijado. No? To moram reči, da jaz sem zasledil nekje na novicah, da Tarantino posnel film z vampirji. Super, jaz grem gledat, vidim film producenta Quentina Tarantina v kino, grem v kino. Pa vedel sem, da niso vampirji takoj na začetku in pa tako čakam in načrtujejo rob banke in čakam in pol so v Parizu in pol grejo vdret v banko in čakam in ni vampirjev in sem gledal Killing Zoe, ki je super film. Res krasen film, ampak zelo manjka vampirjev. Ja, jaz tudi mislim, da marsikjeremu filmu manjka kakšni vampirji. Ta film totalno zmaga, gledaš v bistvu neko ugrabitev, neko dramo, nek crime zadevo, kakorkoli, ona dva brihneža z Clooney pa Tarantino, ki imata itak pa Harvey Keitel, mislim, ni, čisto okej, si misliš, to je top shit film. Pol pa kar naenkrat se band prelevi, pa začnejo na trupla špila, pa gledaš, what the fuck se je glavno kar zdaj zgodil. In to je to, pol pa samo razpaljotka še ne. Fantanika Pandemonium je ime Salmi Hayek. Ja, pa band je Tito and the Tarantulas, naprimer, in the best, mislim. Pa Treho je not. Ja. Itak. Ja, absolutno, to je tudi film za pogled. Ne vem, če je serija bila za kaj? Serija je bila okej. Gledal par delov, pol je sicer zginila iz tistega pretočnika, kjer sem najdel, ampak tistih par delov je bilo kul. Ne pa toliko, da bi zdaj šel poiskat. Definitivno se je pol scancel, če se prav spomnim. Eni 2 sezoni je bila, je bila 2 sezoni. Ampak film je boljš. Pa gledal sem še pol nadaljevanje, pa 3. del, pa pač, nima več tega casta, čist druga štorija, pol pač gre pa nekako je pol povezano na to, ampak prvi je res v redu razpravljati. Ko smo pri B-filmih, je treba omeniti Somrak. Ne, hecam se, ne hejtamo Somraka tle. Veliki fani, posebej jaz, ki nisem nobenega gledal. Še kakšna ideja za kakšno komedijo z vampirji? Ni z vrha glave. Skratka, kar nekaj filmov smo vam našteli, dajte si kakšnega pogleda, kar nekaj jih najdete na YouTubu.
tako da to ne bi smel biti problem. Star Trek kotiček tokrat spet preskočimo in gremo v rubriko, ki se imenuje Kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo. In tukaj je Igor največ gledal, špilal in poslušal. Igor, povej. Kiran sem, spet jaz. Včeraj sem pogledal Weird the Al Janković story, to je o tistem Takul Jankoviću, ne onem, ko kandidira za župana. Mislim, je biopik, kot ga še ni bilo. Ko to vidiš, ti ful stvari glede tega o Queenih postane ful bolj jasnih in boljših. Okay. To je amazing. V bistvu je parodija, vse skupaj obvesli. Se začne s fantom, ki hoče 5 pesmi z drugačnim besedilom, in potem pač si izmisli ob takih trenutkih, nenadoma cele komade. Ja, valjda, smo se naučili. Sreča slavne ljudi in potem ga hoče Pablo Escobar na svojo zabavo rojstnodnevno in potem mu ugrabijo punco, ki je Madonna. Madonna je not. Madonna je grozna, Madonna je taka Yoko Ono, ki mu hoče uničiti kariero, ker samo za svojo korist gleda. Ampak potem jo on gre rešiti in postreli pol kartela. Skratka, čisto resen biografski film, praviš. Čisto resen, vse se je zgodilo tako. Ja. Glej, pač, insanity na insanity in Daniel Radcliffe to odlično odigra, res je super. Dokaz tega, kako insane je Weird Al Janković, pa je to, da Radcliffe je zbral za to vlogo, ker ga je videl pet v nekem tem talk show, in se mi je zdelo, da tip zna imeti prezenco, ko poje, ampak če bi Radcliffe rekel ne, je pa druga izbira bil Adam Driver. What? Pa se vidim. Adam Driver mu je malo podoben tudi. Ali pa Sam Jackson. Eden od teh treh. V glavnem, Insanity na kvadrat, lušen film je. Daniel Radcliffe večkrat poje v teh talk showih. Jaz sem ga gledal, ko je rapal komat, kaj je že od Dela Sola in se mi zdi tako res full hud je, kar se tega tiče. No? Je tudi v tej seriji, ki sem s njim mislim, da omenil, Miracle Workers v drugi sezoni, ima eno sceno, kjer ima striptease celo pa poje, tako da, tisto so gifi tudi, tako da, Daniel obvladam. To je super, pa ful tak znanih ljudi se mimo grede pojavi, pa ful so tak naštimani, da ti ni jasno točno, kdo so, Sploh tak je eden rekord producer, mislim, dva sta kao brata, in pol eden ga prepoznaš, ker je Will Fortes, hecno lasuljo, ta drugi pa ti ni čist jasen, pol pa tak je Weird Al Janković sam, samo pač nima brk pa očal, Okay. Zdaj na tem promocijskem turu, ki ga ima itak po teh talk show, in mislim, da je enkrat omenil, kako se je enkrat Kurt Cobainu zahvalil, da je pač dovolil, da je lahko parodiral pač ta Smells Like Teen Spirit. Mislim, da v restavraciji v Los Angelesu ga je srečal, pa vprašal, kako se ti lahko odužim, pa mu je Kurt Cobain ba je rekel, nohte mi poštrihi. In mu je, pa prav tako rekel fucking legends. Vem, da je razlagal enkrat v intervjuju, takrat 90-ih, da je Cobain vprašal, da bi naredil to, pa je rekel Cobain, cool, is it about food? Ko so si komadi o hrani. Je rekel, ne, v bistvu, tem, kako noben ne razume, kaj poješ. Ok. Ful priporočam, res genialno. Enola Holmes 2 je, mislim, naslov povečam, je bil prvi film všeč, to je 2. In gre dalje in je hilarious in ona govori v kamero in tale Superman je njen brat. Mislim, ga malo več celo noter, Mycrofta, ki je v tej verziji imbecil, to pot niso dobili film. Mislim, ni prav, imbecil, sem zelo neumen. Pa v redu štorija je. Moriarty se pojavi, v zadnji sceni se pojavi Watson, ampak pač le takrat. Zanimivo, da si Cavill rekel, da je Superman, da nisi rekel, da je Witcher. Veš, kaj nije dolgih las. To te je zavedlo. Tako da je to, glej, ful priporočam. Meni je bil prvi film super, talem je bil še malo boljši, v bistvu, no. In potem Barbarian, to pa je zadeva Hulu film, ki ga najdete na Disney+.
in je en od teh filmov, da manj ko veste o njem, bolj kul vam bo. Osnovna štorija pa je, da ena ženska pride Airbnb v fucking Detroitu in je nekdo že not. In ta nekdo ga igra Bill Skarsgård. Ja, tako da jaz bi takoj spizdil in šel. Ampak on je full nice guy. Pa, ne, Bill Skarsgård, sorry, ne. Pogledaš ga in vidiš, da ampak, nice, kot ti pove tagline, ta kratek sinopsis, on je še najmanjši problem, ki ga bo ona srečala. In film je tako genialno zgrajen, da si samo celcaj, what the fuck? In lahko še izdam not, da se pojavi Justin Long in da je to najboljša vloga, kar je Justin Long igral. In ne vem, zakaj horror režiserji menijo, da je treba ta grdo z njim delati, ampak on je genijalen v tem. In ja, res, dober film. Zdaj dostkrat slišim, zelo priporočam. Zelo ima visoke ocene povsod, pa ja. Ljudje, ki jim sledim na Letterboxdu, so ful navdušeni in pravijo, da pač je to film, ki te res vsakih 5 minut preseneti. No? Ja, definitivno. Priporočam, totalno. Ja. Mito, ti si uspel kaj pogledati? Nič tehnega, v bistvu samo ene stare zadeve, začel sem pa zgolj tale Dahmer. Pa Del Tora si pogledal celega? Jaz sem samo prvi del. Cabinet of Curiosities. Ja, to sem pa pogledal, točno, to sem pogledal. Yes, hvala, ker si me spomnil. Ja, nekaj sem pogledal. Yes. Skratka, Dahmer sem začel gledati po eno epizodo, ampak prva te totalno kupi. Tako da ga bom do konca pogledal, poročam kasneje. Del Tora, torej Kabinet čudes, bom jaz prevedel. Je pa lepo. Je pa res super antologijska serija z različnimi režiserji in režiserkami. Čisto vsaka je top shit. Najboljša mi je pa 7. epizoda z Pantosom. Panos Kosmatos. Ja, hvala. Ki je Mandy posnel in je izjemen izdelek. No. Tudi scenarist je isti kot pri Mandy. Ja, nor vibe. Mislim, vsi deli imajo eno svojo štorijo, neko malo twist v 45 minutah, zelo kompaktno, zelo je tako fokusirano. Delo je za tega 10. 8. Ena štorija je noter, ki je v slikaru, pa neki sliki, ki ga ogroža, malo me spominja na on Velvet baso. Misliš, da malo me spominja na mene? Ja, ne. To se meni skozi dogaja. Ne. Mislim, medtem ko zadnja epizoda ima eno tako klasično ghost story v Houseu, ki je zelo učinkovita, full lober, in moram reči, da v bistvu je zanimivo gledati kao neke predelave klasičnih žanrskih tropov, ampak da so tako dobro fokusirane v 45-minutni format, da se full splača, v bistvu, če te zanima žanr, nasploh, kako se v bistvu da kaj porezati, pa bolj fokusirati, pa kakšno stvar drugače predstaviti. Predvsem tale 7. del sploh ni horor v smislu, ker je samo grajenje atmosfere, pa vizuali, pa v zelo nasičenih barov. Peter Weller špila nekega David Carradina iz Kill Billa, naprimer, neka taka verzija tega, ki je čist out of this world, pol pa dejansko monster, ki pride ven, je out of this world in je tako noro dobro. No, cool. Ful priporočam, ful. Ja, cool. Hvala, ker sem spomnil, če sem pozval, da sem dogledal. No, super. Ja, to je zveni kot nekaj, kar bi lahko mogoče tudi delali, ko končamo z vampirji, če ne bo vmes prišlo 1200 drugih stvari. Jaz sem tudi, moram priznati, da zelo zaostal zadaj, ampak pogledal sem, uspelo mi je čez vikend iti gledati Prehostak 2%. Prehostak 2 promila, ja. Oziroma Prehostak 2, se pravi nadaljevanje prvega. In jaz sem se imel zelo fajn. Jaz moram reči, da tisto, kar so mogoče, kar je svežina prvega, pa kjer si tako gegi sledijo zelo hiter in je tako več skečev nekako zmetano celoto, ima tu malo bolj neko povezano štorijo, z malo več repa in glave, in pa politična satira je tisto, kar pač doda filmu. Jaz mislim, da zelo eno fino noto. Jaz pa moram seveda osebno spet povedati, da pač, ko vidim Dejana Krupiča na gor na velikem platnu, pa ko ga slišim, ko se reži, jaz pač ne morem, da se ne. No. In tudi sem videl v kinu Bežigrad, da tudi druge enako učinkuje. No. Ker je že on prvi prizor, ko ona prideta v hotel brez elektrike, kaj je tema, kaj je malo tako grozljivka, potem pa slišiš njegovo hitanje nekje zgora. Jaz sem se že toliko začel režati, da ne morem, tako da Dejan, če poslušaš res, pač jaz sem tvoj velik fan, dej se režati, če v kakšnem drugem filmu, ali pa v Trojki, no, če boste snimali Trojko.
Tako da seveda shout out tudi našemu gostu, dvakratnemu Luki Marčetiču, ki je režiser tega filma in tudi odigral zelo tehtno vlogo. Igra, prav zres igra. Ja, prav z njej igra dosti boljša vloga kot Kellner v jezeru. Kaj je bilo to drugo? Rožni dolini ali kaj že? Ne, je bil v Leninovem parku. Ja, tam dosti boljša vloga, tako da dej. Ali pa vampir v Luzerki. Ja. Glej, on je vampir, je igral. Res, res ena smešna vloga. Skratka, pejte gledat, če še niste. Se ne vem, komu to govorim, ker vas je že tako 3/4 videl ta film, ampak dajte pogledati. Jaz mislim, da slovenski filmi imajo veliko za pokazati. Ta teden se pa začne tudi Liv, tako da lepo prosim, pač pejte gledat, če ste v Ljubljani, v Mariboru ali v Celju, pejte kaj na Liv. A pa še Novo mesto je. Skratka, še Novo mesto, Liv je povsod. To samo pač treba vprašati se, Koper in Kranj, what the fuck? Ja, Koper in Kranj, vajo gledamo. Ljudje in ljudine, ne boste verjeli, to je bila že naša 136. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Mailbot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Igor, ampak ok, se trudijo. Mito bom jaz prevedel, Gegič. In Aljoša se skriva, ko je špagete v javnosti, hvala. Z to epizodo smo znova posneli v kinu Bežigrad, prvem ljubljanskem kinu za ljubitelje žanra in dobrih prigrizkov. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts ali Spotifyju, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega. In če boste nocoj spali pod zavesami česna, se ne čudite, če ne boste pregnali samo vampirjev, ampak tudi partnerja oziroma partnerica. In ko boste ostali tudi brez, in tako boste ostali tudi brez kakšnega nekrvavega ugriza ali dveh. Posledite nas za več posteljnih nasvetov. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast s K-jem, obot brez pikic mes, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktreeju, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetate z nami neposredno. Na državna mreža še vedno tudi delimo rajcere, prikolice, novice, sveta, žanra in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, najboljše recepte za vino, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 136. epizoda. Dragi obodževalci in obodževalke, naslednja epizoda Meseca krvosesov, že 3. epizoda Meseca krvosesov, bo torej posvečena izvirnemu filmskemu Drakuli, to je Nosferatuju, ki letos praznuje častitljivih 100 let od premiere. Skratka, se slišimo čez teden dni. Hvala vam za vašo pozornost.